Ena od vrednot, s katero zagotavljamo to slavno trajnost, o kateri tukaj veliko govorimo, je zagotovo prepoznavnost. Torej, vizualna prepoznavnost neke znamke, še bolj pomembno pa seveda vsebinska prepoznavnost, kakovost te znamke. In če govorimo o teh dveh vrednotah, torej o vizualni in pa vsebinski prepoznavnosti, trajnosti, ki zagotavljajo kakovost, je to zagotovo gospa Vida Petrovčič, vsakoletna gostja, stara znanka seveda foruma z osrednjim delom foruma okroglo mizo z svojimi gosti, ki jih bo seveda sama podrobneje predstavila. Nekaj smo jih že spoznali, en obraz pa je tudi nov. Oziroma gospoda Pušovca. Ne, ta bo pa popoldne. A tako, dobro. Tako da torej okrogla miza z naslovom Postali bomo prvaki sveta. Zelo smo radovedni, kaj nam bodo povedali gostje. Najlepša hvala, zelo sem vesela, da sem pravzaprav iz Pleistocena, ali kako ne rečem, ampak malce na šalo. Ko že govorimo o tej trajnosti, pa seveda spreminjanju blagovne znamke, to je zelo pomembno. Ja? Recimo od prve konference še vedno, ne? Mislim, da je to ne zaradi mene, ampak nasploh smo že danes govorili o blagovnih znamkah. No, sicer je pa tako, da sem jaz seveda tudi novinarka in novinarji smo pa tu zato, da vedno dodamo zrno soli k vsaki jedi in tudi sama si bom danes dovolila dodati zrno soli. Namreč začenši, gospa Edita je zelo lepo mi dala krasno iztočnico in to je bil Expo v Dubaju. No, tudi jaz sem bila letos v Dubaju na Expu in seveda sem bila zasebno s svojim sinom in nismo bili v nobeni uradni delegaciji, ampak sva šla popolnoma privatno, kar pomeni, da sva seveda prišla v slovenski paviljon nenajavljena in v tem paviljonu ta dan praktično ni bilo nič, ne? In se mi zdelo to zelo nenavadno. Mislim, nič takega ni bilo, da bi človek rekel, wow, ne, to smo se pa res pokazali. Pač bila je tista velika čebela, v primeru nič ni funkcioniralo. No, ampak skratka, potem sva šla pa midva naprej po drugih salonih. In sva v italijanskem salonu lepo popila eno kavico, ne. V ameriškem salonu sva poskusila ta novi veganski Impossible burger, a ne. In potem sva šla recimo še v britanski salon, kjer je bila tam umetna inteligenca predstavljena v bistvu za navadne ljudi, recimo za mene, ne. In tam je bilo tako, ne, so rekli, no, napišite eno besedo in vam bo umetna inteligenca napisala pesem. In jaz napišem res, recimo mama, pa napiše umetna inteligenca eno pesem. Pa se je rekel, evo, zdaj bom jaz umetno inteligenco preizkusila, pa sem še enkrat napisala mama. Ne, pa je bila čisto druga pesem, a ne? A razumete? In meni skozi te 3 paviljone sem jaz dojela, v čem je ta razlika, ki ste jo tudi vi danes omenili, a ne? Mi še zdaleč nismo perfektni, a ne? Zato, ker imamo ministrstva in druge službe, ki so super, ampak njihov cilj je bil, da jih čim več gre letos v Dubaj. In so se gospe vozile sem pa tja, še celo minister je šel v istem avionu s hčerko in tako naprej, ampak pustimo, no, da ne bomo politični. Ne. Hkrati pa recimo sem jaz potem delala oddajo o tem Dubaju in sem rekla, pa poslušajte, pa zakaj govorili ste čebele, govorili ste potica, pa zakaj niso mogli ljudje tega probati, ne, mislim, čakajte malo, no, ali pa voda, sred tega arabskega sveta, suše. Ja, oni niso registrirali tega sejmišča za prodajo. Pa ste vi morate misliti, ne? Mislim, to je tipičen primer tega, o čemer ste danes govorili. A ne? Kaj pa ena firma potrebuje? Ja, prodajo, Madonca, no? Mislim, ne pa, da bojo se tete gor vozile, pa ministri. In pride nekdo in, če slučajno ni nek dan, ampak zdaj pustimo, ne? Pol pač ne moreš ne vode probati, ne medu, ne potice, ne nič, ne? Pol tega paviljona je tako, da ga ne bi bilo. Ampak oprostite, to je bilo moje zrno soli, ki je krasna iztočnica za to debato, ker smo imeli tukaj marketing, smo imeli vse in zdaj imam recimo vprašanje, a ne, dobro, gremo kar direkt gospodu Bobiču, ne, s tem smo začeli, jaz ne bom gostov predstavljala, itak so bili že predstavljeni. Zdaj povejte nam, kaj je tisto, kar nam zdaj manjka, da bomo te
postali, ostali ali kakorkoli je naslov tej mizi prvaki. Kaj nam zdaj manjka? Ja, zdaj, najprej verjetno ste na paviljonu videli kvizum. Upam, da ste ga. Ne, nisem, ampak sem ga potem videla ob eni drugi priliki. Se pravi, to pa res ni bilo redo, če niste kvizum ali. Ne, nisem. Če niste medu probali ali pa, ampak kvizum pa. Ja. Ja, zdaj, če hočeš biti prvak, moraš vedeti, o čem hočeš biti prvak. A ne? In ne moreš biti prvak, ker vsem se počes. A ne? In tukaj je ena stvar, ki se reče fokus. A ne? In fokus ni 5 stvari, fokus je ena stvar. In zdaj, jaz sem v svojem govoru rekel, da je za nas izredna priložnost zelena preobrazba, ne? Ker zelena preobrazba je nekaj, kar v bistvu pomeni dekarbonizacija virov, potem energijska optimizacija rabe in splošni družbeni konsens. Zdaj vsi se ukvarjajo s tem, da bodo čim bolj dekarbonizirane vire naredili, malo manj ljudi se ukvarja s tem, kako bodo energijo porazdelili med vse, nobeden se pa ne ukvarja s tem, da bo splošni družbeni konsens dosežen. Zdaj, tako en plastično, kako to pomeni. Ne? Jaz sem ponosen lastnik 2-litrskega dizla, turbodizla in tako naprej. Ne? Zakaj? Zato, ker imam to izredno dober izgovor, da jaz ne bom 20 minut čakal na polnilni postaji. Ampak, če bi jaz hotel e-mobilnost resnično živeti, bi sem pač mogel s tem sprijazniti. Zaenkrat imam pač dober izgovor do naslednjega avtomobila, pa ne bo več. No, torej fokus, ne? Zdaj to fokus o tem, kaj želimo. Gospod Geršak pa gospod Novak, prej sta govorila o tem centru znanosti, ki bo, ki ga ne bo, ki je, ni, ne vemo. Mislim, prvič slišimo zanj, kje bo, kaj bo. A je zdaj to ta fokus ali ne? Izvolite. Ne, jaz mislim, da je gospod Babič mislil nekaj drugega. Ne? Se pravi, to ni center znanosti ne more biti fokus. Ne? Tam je lahko stičišče, kjer morda najdemo skupaj fokus. Ker tisto, kar ste prej vprašali, ne, kaj nam manjka, jaz bi rekla ključno besedo sodelovanje. In to je to, kar bi recimo center znanosti lahko dal. Boljše povezovanje, se pravi prostor, kjer se boljše povežemo in najdemo ta fokus, čeprav jaz ne vem, kako zelo ozek fokus, tisti eden, bi smel biti za eno Slovenijo. Ampak ja, fokus. No, ampak dober, center tudi še ne vemo, ali bo ali ne bo. Ni dovolj močan fokus ta center, da bi sploh bil, ne, da bi ga zgradili. Nekaj se govori, pa se ne govori, pa so sredstva, pa niso. V bistvu bi rekla, kar se tiče centra znanosti, da vse je razen konsenza, a naj bo ali naj ne bo. Ne? No, pa to je bistveno. Ja, in to zato, ker gre pač, torej Slovenci, jaz ne vem, smo kaj drugačni od drugih, verjetno smo vsi enaki, ne sodelujemo prav dobro, ampak mi se strašno radi delimo, ne? Zadnje čase se itak cel svet deli, ne? In ker se delimo, je potem pač sta nastali vsaj 2 strani, ne, 3 so v resnici, pa 4, kaj pa vem. Eni ne bi imeli centra znanosti zato, ker ne razumejo, čemu služi center znanosti in bi zato raj imeli nekaj drugega, ne vem, eno svojo stavbo, en svoj projekt ali kaj takega, isti denar za nekaj drugega. Čeprav ta denar za kaj drugega tega ne moramo narediti, ne, da bi ga za kaj drugega, ker je namenski denar. Ne. In na drugi strani bi, ampak zdaj, ker je to enega spotikanja, pol na koncu včasih tudi obupaš. Ne. Tako da ta projekt, jaz mislim, da kljub vsem groznim preprekam, ki so se dogajala vsa leta, jaz sem v tem projektu od tistega idejnega osnutka leta 2017, se pravi, že 5 let, ampak kljub vsemu temu, kar se je vmes zgodilo, še vedno gre in vsa čast unim ljudem na ministrstvu, recimo, da tudi ustrajajo pri tem in tej programski skupini, kjer nas je zdaj 40, ki poskušamo sestaviti ta program, ne, da kljub vsem preprekam, kljub samo gre tja, gre pa morda počasnej, pa še vedno se najde ljudi, ki rečejo, vsi mogoče pa ne bo. Mi vsi verjamemo, da bo in da bo super in da Slovenija to rabi, zato ker tako kot recimo vi pravite, da ne veste ali pa niste vedeli za center znanosti, pomeni, da smo ga recimo premalo promovirali, seveda smo ga premalo, se ga sploh nismo še, ne. Ampak tudi zaradi tega, ker ti ne moreš promovirati enega izdelka, ki ga še ni. To boste verjetno vsi se strinjali z mano, da ko imaš ti idejo, da bi naredil nek nov proizvod, ga ne moreš še promovirati. Tega promoviraš takrat, ko veš, kakšen je, kako bo delal, da je brez napak in tako naprej. Ne? Tako da
lahko bi rekli, da so bile narejene napake, seveda, vedno so narejene napake, ampak da gre center znanosti v pravo smer in da bo ponudil prostor, kjer se bo pokazali možganske mišice Slovenije v smislu, kaj znanost zmore v Sloveniji in raziskovalci in kaj industrija zmore. Tako da jaz mislim, da je nujen, da ljudje, da Slovenci razumemo, da smo, tako kot je rekla Ditka, močen narod, kljub temu, da smo mogoče v majhni, geografsko majhni državi. No, odkrite nam še to skrivnost, katero ministrstvo bo zdaj to, ker to MGRT, ne, ali je zdaj športno, ali Zdaj ne vem, kako. Ja, kako bo zdaj, na katero ministrstvo ne uperimo svoj pogled, da bomo čakali, aha, to je to. To je definitivno ministrstvo za, torej MIZŠ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se pravi direktorat za investicije, to zadevo vodi, tako da, se pravim, sredstva so pač grejo iz kompetenčnih skladov, ne. Ampak ja, roko ima pa čez Ministrstvo za znanost. Ideja je, da se že nekaj časa, ne, že lani bi se lahko to zgodilo, pa se ni, pa ne bomo videli, če se bo letos, da se ustanovi javni zavod, ki potem pač posluje kot javni zavod in prevzame ta program in zgradi center. Gospod Geršak, zdaj veliko je bilo govora in to je tudi ta zamisel, ki jo je zdaj gospa predstavila, kako povezati znanost in gospodarstvo. Ampak kaj mislite, kje je tu glavna ovira? Zakaj to ne teče? To jaz mislim, da so ene taki tudi historični predsodki v smislu tisti, ki recimo na fakultetah, ki raziskujejo, so prepočasni za industrijo, ker ona hoče ful na hitro vse. In obratno so predsodki tudi v drugo smer, ne. Da recimo pri nas se nam zdi pa, da industrija nič kaj prav zelo elastična ni, ali pa da je vse važen. To je zdaj že pranje perila, to zdaj že ne vem, če lahko povem, ampak to je jasen, to so neki taki predsodki, ne. Zdaj, recimo tisti, kar jaz osebno poznam, te ljudje iz zunanjega sveta, iz gospodarstva, ki sodelujejo z našim laboratorijem, je res čisto drugače, ker mi res si pomagamo drug drugemu, ne. In je, enkrat, da dosežeš en tak nivo ali pa tak način delovanja, je pol res super, ker vse, za kar jaz čas zabijem, pa se to pol pojavi v pečici od enega večjega proizvajalca vzhodno od Trojan, ne, to je eno tako zadovoljstvo, ne. Pa še to, da pa mi rečemo, ja, mi pa ful delamo z industrijo, ker imamo te bilateralne industrijske projekte, pa toliko denarja smo peljali tako noter, ne. Tako da, če so razmerja taka čista in normalna, to super deluje, ne. Je pa velikokrat tako, da kaj pa kje, tako kaj Saša prej rekla, ostane v kakšnemu predalu, ne. In to zaradi tega, ker je neka totalno prebojna ideja, recimo, se je obtičala pred enim takim marketinškim, mislim, se ne vem, če je to marketinška, neko tako mejo, ker mora pač vse biti 2,30 €, ne pa 7, a ne. To, če so not laserji. To se pravi, zdaj ste navedli, dejansko je bilo to tudi moje vprašanje, sem vas mislila to vprašati, zakaj nekaj obtiči v predalu? Ali je predrago, ali so neki predsodki, to pa ne, ali pa recimo te znanstvenike pa ne, ali je birokratska ovira, nismo naročili, da smemo tudi prodajati na sejmišču, a beža res, mislim, vsi prodajajo, mi ne, ne vem, no povejte nam, kaj je zdaj, mogoče kaj, česar ne vemo? Ne, recimo, jaz imam za sabo zgodbe, ja, oziroma vseh srečih ni prav zelo veliko, no, takih, ki so se končale v predalu, ampak vendarle, ena taka iz slovenskega prostora je recimo, da podjetje naroči raziskavo z jasnim ciljem, vejo, kaj hočejo izboljšati, najdemo rešitev in jo ponudimo in rešitev deluje, preizkušeno, ampak tako, kot je rekel Gregor, ma ne 2,3 € na 7, ne, ampak 6,5 na 7, se pravi, tista majčkena razlika v ceni, ker to podraži proizvodno, se potem, zaradi mene recimo direktor odloči, da tle pa jaz vidim problem planov, ne. Če mi rečemo, naslednje leto moramo 10% zvišati income, ne, zdaj bomo pa porabili nekaj več denarja za izboljšati to proizvodno, pa tega ne bomo dosegli, pa tega ne bomo naredili.
Se pravi, to je to kratkoročno razmišljanje, kratkogledno razmišljanje. Če ti hočeš v proizvodnji narediti nekaj novega, moraš pač v nekem trenutku verjetno malo vložiti. Jaz sem se recimo leta tudi borila z nekim podjetjem, da so kupili en optičen mikroskop, da so lahko pogledali sem pa tja kakšen vzorec in ugotovili, ima napako ali ne. Ne, oni so to raje ugotavljali, mislim, mikroskop je bil predrag, ampak so to ugotavljali iz reklamacij. To je, mislim, da je kratko vidno in napačno, ampak zdaj, ko pride en bom rekla, raziskovalec, kaj šele raziskovalka, ne, v podjetje in poskuša dopovedati vodstvenemu kadru, kje vidi napake, je to pogosto preslišano. Ampak to, kar se pa s predalom, ja, v predalu je pa pogosto tisto, kar je malček predrago, tista rešitev, ki je malček predraga za to časovno obdobje. Drugače pa moja največja zamera gre pa Evropski komisiji, kjer recimo velike denarje, za razliko od slovenskega prostora, ne, velike denarje vloži v neke razvojne projekte. Imam ameriški in evropski patent na zadevo, ampak ker tam recimo tukaj gre pa za neke biomateriale, ker ni predvideno sploh raziskovanje oziroma pregled, niso predvidene klinične študije, je tam pač en totalen gap med tem novim znanjem, ki ga imaš, ki je zaščiteno, ki gre lahko na trg, ampak zdaj pa ni unga, ne, da bi šlo to lahko v proizvodno. No, zdaj tu nam lahko priskoči na pomoč gospod Miha Senčar. Vi ste rekli, prodaja, nabava, marketing, vse ste združili v komerciali. Zdaj, če spet naredimo primerjavo z Združenimi arabskimi emirati, jasno, tam, če je šejk, pač lastnik vsega, on reče, tako bo. In pol je to, in je ona stavba, in je muzej znanosti zdaj odprt, ne vem grede, to, o čemer govorimo tukaj. Torej, v družinskem podjetju je pa to potem enostavno. Če rabimo raziskave, jih bomo pa naredili, ne? Enostavno. Ne, ni enostavno. Mogoče še hujša dinamika. Samo vseeno je manj ljudi, ki se morajo zmeniti, no, da neko smer. Je bilo fajn poslušati vse komentarje, no. Pa če samo malo se lahko dotaknem. Jaz mislim, da prvo se moramo v Sloveniji odločiti, ali bomo inženirji, ali bomo roke posvojali v tujino. To je prvo. In ko bo ta smer pokazana, se pravi, da bo to, da lahko nekoga izredno dobro plačaš brez SP-ja popoldanskega, pa mi tega ne delamo, ampak tega enostavno preveč Sloveniji. Ko bomo imeli to, pa ko bomo rekli, ok, mi se res želimo biti inženirji, pa hočemo izvažati vso to znanje, ki prej ste rekli, potem bomo kome na pravi poti. Do takrat pa bomo pač tavali nekaj v temi. Jaz se res upam, da bo se naša politika odločila, da bi si želeli biti inženirji, no, ne posvojati roke. Samo toliko komentara. Prej še mi bila ena zanimiva stvar, pač komentar za produkt pa je, pa kaj ga spraviti na trg, kak ti ni šel na trg, ja, moramo se več pogovarjati. Ravno to, jaz sem videl pač skozi svojo pot, ko so naši razvojniki, bom rekel, razvili neke stvari, mogoče, ko so enostavno prehitre. In to pa reši samo pogovor. Zdaj pa vi vseeno delate raziskave, mogoče na res eni višji ravni, ne, seveda, je toliko težje, ampak mislim, da se da, no. Pa žal mi je, da nihče ne pozna tega centra. Mislim, da je dobro, da bi Slovenija dobila eno tako središče in stičišče, kjer bi se lahko povezovali. Kako se mi odločamo v podjetju? Imamo tudi vinsko klet na firmi, no je včasih lažje. Včasih se enostavno treba tudi malo sprostiti, pogledati iz okvirov, prespati, pa še vedno lahko to 2-3 dni traja, ne. Pa čim več zdrave kmečke pameti, ne preveč filozofirati. Tudi če gre za, pač jaz ne prihajam z industrije, je vseeno drugače, kot imaš neko veliko serijsko proizvodnjo, kjer dejansko €0,5 na milijon kosov pomeni ogromno, ne, to moramo se zavedati. Je pa res, da pa se pravi, ne prihajamo tam, no, ampak ne moreš gledati vedno na čiste stroške. Je v industriji drugače. Pri nas je pač tak pogled naprej, tudi če imaš eno leto manjši dobiček zaradi neke odločitve, ker si investiral, pač gledaš naprej, kaj bo ta dobiček pomenil v naslednjih letih. Pravi, bom rekel, dolgoročni dobiček, no, ene družine, 2 družin, tako kot je pri nas, nad tem, kaj lahko v tistem enem letu ostane. Dobro, gremo na stran inženirjev. Spet vprašanje za vas, gospod Bobič.
Torej, mi smo v uvodnem govoru, je gospod Švetak podal zanimivo idejo oziroma vprašanje, ali bi se morali specializirati na neko nišo. In večkrat lahko slišimo, da smo dobri v nekih nišah, da pač ne moremo vsega, ampak mogoče kakšne niše in dejansko tudi ta podjetja, pa ne bodo to, bom rekla, auspuhi, ne, oziroma ali kaj, ali neka letala, ki jih, pač stvari, ki jih običajen človek ne bo nikoli uporabljal v Sloveniji, ne? Ampak so tako uspešni, a bi se morali mi osredotočiti na te niše. Ja, mislim, zdaj slovenska industrija verjetno ima še kaj več kot auspuhe pa letala. Ne? In zelo veliko slovenske industrije se ukvarja z avtomobilsko industrijo, kar pomeni, da dela za široko potrošnjo. Ne? Še en drug del industrije je pa elektroindustrija, kjer so pa izdelki široke potrošnje. In tako da slovenska industrija je raznolika, ne, če se z tega stališča pogledamo. Zdaj pa fokus na svoje prednosti pa slabosti. Prednost je seveda tem, da osredotočiš svoje sile in lažje prodreš na trg, ne, kjer je pa slabo je potem, da če fališ fokusa, ne, potem se osredotočiš na nekaj, kar pač ne obstaja. Ne. Tako da zdaj, glede na slovenski prostor, kakršen je, ne, je verjeten, ni prostora, da bi se osredotočili na eno stvar, se moramo pa osredotočiti na tiste bistvene, ki so. Ne? In mi moramo pogledati, kjeri so megatrendi, ki v bistvu porivajo svet naprej. Ne? In en izmed velikih megatrendov, ne, je urbanizacija. A se Slovenija ukvarja z urbanizacijo. Ne? Potem drug velik megatrend je, kako pridelano hrano ohraniti, da pride na krožnik. Mimo grede, 1/3 hrane zavržemo, ker na poti do kupca zgnije ali pa karkoli že. Ne. Potem je pa še en izmed izredno pomembnih trendov, ki je pa elektrifikacija vsega. In elektrifikacija vsega pomeni elektrifikacija virov, se pravi toplote, elektrike že tako, mobilnosti in vseh procesov v industriji. To pomeni, da je, če rečemo, da je fokus Slovenije elektrifikacija ali pa zelena preobrazba, to je zelo široko področje, v katerem se lahko mrzlo najde. Pa še dve kratki repliki na prejšnja govorca. Prvič, izdelek, ki je v idejni fazi, ga je treba promovirati. Ker potem, ko je izdelek dokončno narejen pa spiljen, je prepozen. Cashflow je že bil vložen v to, in izdelek mora on day one začeti prinašati nazaj svoj denar. Ne. Druga stvar je pa glede cene. Ne. Vsaka transakcija med kupcem in prodajalcem ima tri dimenzije. Ena je, a je izdelek na voljo, se pravi logističen element, potem je cena, potem je pa funkcionalnost. Ne. In če rečemo, sicer ne vem, koliko stane liter mleka, verjetno okoli 1 evro. Ne. Rečemo, da bo 10 evrov stal liter mleka. Ta liter mleka nima prednost pred mlekom od ljubljanskih mlekarn, ki stane 1 evro, zato ker je tam obada stojita na policah. Ne. Se pravi, en element je off. Drugi element je pa potem, a bom jaz vzel mlek za 10 evrov, pa če gor piše, da so krave grezljale sam najboljše alpske rožice, ne, da je z tega ratil ta mlek. Ali bom šel na 1 evro. In je cena, lastna cena izdelka, prvič ne odraža cene, prodajne cene, to je prva stvar. Ne. Druga stvar je pa izredno pomemben faktor pri izdelku. In to ne moramo ločiti funkcionalnosti pa cene. Ali pa logističnih zmožnosti izdelka pa cene. Tega ne moramo ločiti. To so ena in ista zadeva. Dobro, gospa Aida, bom rekla kar Aida, če dovolite, da ne bom priimka malo daljša pa malo težja. Torej, koliko lahko, se opravičujem, koliko lahko v bistvu ta ženski moment prinese k temu, zdaj gospod Bobič je rekel, da je treba v bistvu marketing peljati še preden je izdelek narejen. Ne? Ampak zdaj bom šla še globje, ne? Ker tu je bil tudi marketing prisoten. V bistvu je treba ustvariti potrebo po izdelku že prej, preden ga sploh začnemo delati. Ne? Koliko lahko zdaj mogoče nek ženski faktor, ne? Tu smo govorili o inženirskem faktorju, mogoče lahko kaj doprinese ali ne? Kaj je vaše mnenje?
jaz verjamem, da zagotovo lahko doprinese. Meni se zdi porazno, da trenutno določene izdelke, ki so namenjeni za tržišče, ker imamo pol populacije ženske, recimo ponekod ustvarjajo popolnoma moške ekipe. Ne? Tako da ne rečem, da so zgrešeni izdelki, ampak verjetno obstaja potreba po tem videnju tudi ženskem pogledu marsikje. Ne? To je čisto iz tega zornega kota nekega izdelka, kot to jaz vidim. Ne? Dejstvo pa je, da različne študije pa kažejo, da mešane ekipe, tam kjer so ženske v ekipah, pa dosegajo dosti boljše rezultate. In to pa verjamem, da se večina podjetnikov zaveda, ne, in da bi z veseljem zaposlili ženske inženirke, če bi jih le bilo dovolj na tržišču, če bi bilo dovolj teh kadrov. Tako da verjamem, da ženske lahko prispevajo veliko, eno je pač to strokovno, ne, tako kot pač vsak drug strokovnjak, ne. Drugo pa je tudi, da imamo tudi verjetno ta nek drugačen pogled, drugačen mogoče način tudi razmišljanja in neko drugačno dinamiko v ekipi ustvarjamo, tako da kar verjamem, da tudi doprinese k učinkovitosti na koncu koncev. No, recimo v tujih medijih ne, se pojavijo take potrebe po ženskem pogledu na neke izdelke. Recimo pred leti je bila velika debata v Združenih državah v New Yorku, pa sem to videla tam na televiziji, ker so si gospe zatikale pete v te rešetke, ko so hodile po pločniku. Rešetke so pa seveda, ker je spodaj metro in je to potrebno zaradi zračanja. In bi naprimer en drug tip rešetke, zdaj smo pri inženirjih, ne, zelo pomagal tem gospem. Ne. Seveda so one potem šle na superge in so rekli, v redu, gremo se prilagodimo moškim, ne. Ampak vendarle, ne, še vedno se znajde kakšna v petkah, pa se s petko zatakne v to rešetko. Ne. Ali pa recimo, ne, Britanci so imeli velike debate spet ravno tako v medijih, ne, da so klimatske naprave in klima v poslovnih prostorih je naravnana na to, da so moški v suknjičih, ženske so pa malo manj oblečene. Ne. Mogoče bi klimatska naprava lahko imela nek, nam zdaj rekla ženski gumb, no, ali pa nek zelen gumb, ali ne vem, kako bi temu rekli, da ne bi bili spet, da ne bi bilo kaj narobe ali pa seksistično ali kakorkoli, ki bi mogoče na eno bolj sprejemljivo temperaturo v tem poslovnem prostoru, ker gospe so se pa pritoževale, one so se prehladile, ne, moški so bili pa vsi v suknjičih in to je bila velika debata v britanskih medijih. Torej, kaj menite, a vi kdaj razmišljate o kakšnem ženskem izdelku, industrijskem, ki bi ga vi kot inženirka lahko rešili in plasirali? Kakšen ženski problem? Težko bi rekla, zdaj tu glede teh petk je zanimivo, ja, to smo vse imeli kdaj takšno situacijo. V bistvu težko rečem, da zdaj razmišljamo o nekem izdelku, je pa res, da pač moj način razmišljanja vedno v tej smeri, da dajmo narediti premik v družbi, ne? Dajmo narediti zadeve, kakršnikoli so to projekti, karkoli se dela, da je v dobrobit družbe in za napredek, nek napredek v družbi. Ne? In mene recimo absolutno bolijo neke zadeve, ki so recimo v zdravstvu in določene storitve, ki bi jih lahko ponudili z znanjem, ki ga imamo, z digitalizacijo določenih storitev ali pa digitalno preobrazbo celotnega sistema, ne? Pa se nekatere zadeve ne premaknejo ali pa se zelo počasi premikajo. Ne? Tako da, to je zdaj naloga za naslednji forum, ne? Spisek teh ženskih inženirskih rešitev. To bi jaz imela tako beležnico. Dobro, gospod Geršak, vi ste govorili o tem, pač o prisluhniti uporabniku, prisluhniti temu, kar potrebuje. In nisem dovolj dobro slišala, kaj je bila zdaj ta razlika med inženirjem in znanstvenikom. To sta vidva izpostavila. Kaj je zdaj to? Zdaj znanstvenik ne prisluhne, inženir prisluhne, ali kako je s tem? Najprej, če sam nazaj povem ta debata ženske, moške odprej, se meni zdi tako, da bi mi mogli živeti v takem svetu, ker to ne bi bilo čist nič važno. Kako je, ker jaz, ki gledam študente, a so moškega ali pa ženskega spola, nič ne vidim jaz, kaj je prav zle razlike, da bojo pa ženske izdelki ali
Ne vem točno, kaj ste mislili, ali slabši ali kaj. Ne, slabši. Druge rešitve zahtevajo, drugi problemi To so. pa je Druge probleme je vidik treba drug, rešiti. ja, ja. Ne? Če jih zebe, kaj ćemo Ja. zdaj? Ne? Ali pa pač, seveda, saj so druge rešitve. Vzameš pač take čevlje kot moški, recimo, ali pa daš Okej, še ti okej. suknič gor. No? Saj, Dobro. Oprostite, kaj ste me že vprašali na začetku? razliko med znanstvenikom Aha. in inženirjem. To je tako na takem anekdotskem nivoju, vam lahko jaz povem, kako ne prav velikrat, zato ker to mogoče res ni primerno, ampak kako jaz razlagam mojim študentom, kako izgleda recimo proces ustvarjanja nečesa novega. Recimo, če imam jaz nalogo, da naredim eno stvar, eno napravo, ki bo nekaj delala, imam zdaj, pa še to, jaz sem iz sveta, v katerem je veliko fizikov. Tako da sem inženir, a ne, sam sem v svetu, kjer so ta glavni fiziki in recimo, da to delo, ki ga mi delamo v našem laboratoriju, je pač tako visok že, da dejansko brez fizikalnih znanj, mogoče je že malo preveč za nas. No, tako da, ampak, no, in kaj razlagam mojim študentom? To, da če ima jaz en problem, da hočem eno napravo, ki bo naredila to pa to pa to, in ta problem dam za enemu fiziku ali pa matematiku, se bo on usedel in bo po enem mesecu naredil izvrstno na res orang osnovah fizikalnih zakonov, od Newtona do kvantne mehanike, do vsega živega, točen naredil napravo, ki bo v veliki meri delovala tako, kot naj bi, ustrezala nekim kriterijem, pa tako naprej. Ne. Ampak to sta inženirski, ki se meni zdi, mogoče se jaz to zdaj narobe predstavljam, ampak jaz mislim, pa, da je raven štos inženirstva ali pa te tehnike pa to, da v enem mesecu en moj študent ali pa en tak MacGyverski človek, ki je tehnik, lahko naredi že ta 4. prototip, ki še vedno ne tako dobro deloval kot od fizika, ne? Na koncu, ampak je pa 4. že. In takrat se pol že ve, da to se da pa tudi tako, pa namaz ne vem kakšnega teflonskega, bom pa vzel eno gumico navadno, pa bo, skratka, bo veliko bolj vse skupaj primeren dejanskemu tako udejanjanju te stvari, da ta stvar bo res delovala. Ne. To se pravi, inženir se uči na poskusih in napakah, Jaz mislim, znanstvenik da je pa gre k perfekciji in ja, pa mi zanemarjamo stvari zato, da so izvedli, skratka, mi naredimo. Zdaj to je jaz sem čist biased, ne, zato ker sem pač iz fakultete za elektrotehniko in če bi bil, upam, da ni veliko fizikov kleno, ker me zdaj ziher nimajo radi, ampak jaz svetu verjamem v to, no, da ta s poskusim in poskušanjem ti lahko narediš nekaj, ki bo zadosti dobro deloval. In jaz mislim, da je osnova tehnike pač to, da zadosti dobro pomeni, da je učinkovito, robustno, deluje tako, kot ti hočeš, pa predvsem, da je neškodljivo za mene kot uporabnika, pa recimo okolje. In s tem pol tudi zadostiš vsem tem stvarem. Vse te razne nalepkice, ki jih imamo mi posod napisane gor, vse to temu služi, ne? Da ti, če vidiš, da na nečemu piše na temu CE, je pač to nek štos. In tehnika se mi zdi, za razliko od drugih, mogoče teh znanosti ali področij v svetu, taka, da je zelo standardizirana. Tudi tisto, kar ni, če greš, kam potuješ, pa imaš pa drugačne štekarje. Ene stvari niso, ne. Ampak recimo v Evropi, če menkle gor CE piše, to nekaj pomeni, to pomeni, da me skoraj ziher ne bo ubil tale mikrofon, ki ga bom požgal. skoraj. Ja. Dobro. No, ampak tukaj je tehnika v zadnji, tako da to se meni zdi ta razlika. No, zdaj še sem slišala v tem vašem predavanju oziroma izvajanju 3 besede, ki so mi dale misliti. Ste rekli, da ste bili včasih bolj naduti, a ne? Da ste potem postali bolj skromni in ponižni. Me veseli. Moram reči, da tudi jaz, ko sem vodila že zelo veliko konferenc, sem opazila nekoč, mogoče več kot 10 let nazaj na elektrotehnični fakulteti, smo imeli tako pogovor o energetiki, pa so bili inženirji, v publiki so bili pa tudi taki iz ekonomske fakultete, iz FDV-ja in ko so oni nekaj spraševali, so se te ljudje resnično ne samo obnašali, tudi rekli so, da tisti ljudje tam v publiki nimajo pojma. In meni zdaj sem bila zelo vesela, da ste to povedali. To je zelo prastara stvar, tega v bistvu resnici ni več. Vse sem bila začudena, no ampak lejte, kaj je ta preskok, to je moje vprašanje. Kaj se je pri vas zgodilo, da ste potem postali, tako kot ste sami rekli, bolj skromni in ponižni? Kaj je bil ta dogodek?
mislim, jaz točno vem, kdaj je to bilo. No, povejte nam, če to povejte, zdaj no. primerno zdaj razlagati. Jaz sem se vračal iz enega sestanka na Švedskem, iz enega zelo velikega projekta, tazga zelo napredenega, in kjer je bilo poleg tega sveta, ki sem ga jaz poznal, se pravi računalničari, ki se mi z z njimi zelo dobro poznamo, strojniki, ker mi smo strojniki, smo tako kot Avstralci pa Novi Zelandci. V resnici kao ne maramo, pa v bistvu se imamo radi. Ne? In pol pa recimo matematiki, fiziki, mi se vsi razumemo, govorimo isti jezik, tako zelo je podoben vse. Tudi kemija, gradbena, tudi to vse gre. Ne? Pa ti prideš v en prostor, ki je pa danes, recimo, to popolnoma normalno, da en tak interdisciplinaren, multidisciplinaren svet, v katerem imaš še kakšne druge ljudi. In pol sem jaz sem se dejansko, kar me je čisto sram priznati, ampak jaz, ko sem se vozil domov iz tega sestanka, sem razmišljal, Madonna, ta projekt je res tak, da jaz nujno rabim družboslovce, po možnosti psihologe. Jaz rabim psihologe nujno, ker to presega moje električarske možgane. Ne? Jaz rabim nekoga, ki je vedel karkoli, kako se meri v družboslovju. Družbo človeka. Ne? In sem pa, to zdaj govorim, to stopno nadutosti. Ne? Jaz se tako vozim, pa sem pa razmišljal, ampak Ljubljanska univerza je res velika, to je 45,000 ljudi, 55,000 ljudi. Verjetno je tudi oddelek za psihologijo. Ne? In zdaj, če jaz to govorim v mojem svetu, si vsi mislijo, da se verjetno je. Ne? Ampak vsi cele ostali si pa mislijo, kaj s tem človekom, da še tega ne ve. Ne? In jaz sem dejansko šel pogooglati in sem ugotovil, da je oddelek za psihologijo. Pa niste bili na nobenem brucovanju. Sem bil, to je drugačne. Ne, mi ne hodimo k psihologom, mi hodimo k medicincem. Ne, zafrkavam se, ampak to se je o tem, da jaz sem recimo, ko sem prišel domov, sem vzpostavil stike z oddelkom za psihologijo Ljubljanske filozofske fakultete in mi delamo zdaj 12, 13, 14 let blazno veliko. Zato, ker oni imajo ena znanja, ki jih pač psihologija goji že dolg časa, se ne da jaz zdaj verjamem v njo. Ne? Še zdaj ne verjamete? Ne, to je dolga. Jaz recimo sem velik del mojega življenja tudi z medicinci delal. Ja. In je tudi ta del, recimo, vladam in še vedno trdim, da fizikalni svet je popolnoma enostaven. Sej to je še en tak anekdotni. Recimo, jaz, ko sem začel svoj tehnični del, sem delal na področju pač nekih magnetnih stvari. In tam je bilo vse na 6-7 decimalk. Pa sem začel ukvarjati z biologijo, ker je bilo vse na 1 decimalko mogoče. In jaz sem rabil psihičen preskok, da sem se navadil, da ne delam to v bistvu brez veze, ker je tako zelo nenatančno vse. Ne? No, pri psihologiji je pa to na 300-400% drugače. Ampak kaj pa hočem povedati, je pa to, nujno moramo v družbi imeti te stvari. Mi tudi, če se nam zdi, kako bo tehnika in tehnologija vse rešila, mi brez družboslovcev nam nič naredili. In pa še umetnost nam bo še rešila. Ja. No, očitno ste v svetu Newtonove mehanike, ker v kvantni že ni čisto tako. No? Ampak recimo, to je ena druga smer vašega mogoče študija. Ampak pustimo, to je za drugo okroglo mizo. Kvantna fizika. Zdaj tole je zelo zanimivo. Ne? Moram reči, da vsak poklic se v osnovi nekega dne sreča s tem, da je pa treba malo tudi psihologijo poznati. Ne? Tudi novinarstvo. Jaz sem tudi v nekem trenutku rekla, Madonca, tole pa jaz moram večkrat prečitati in sem kupila tako debelo knjigo Psihiatrija. In sem brala in se rekla, joj, a imam to jaz? Ne, čakaj tole. Razumete, dejansko tudi ljudje, ki hodijo k novinarjem, ves čas nekaj prijavljajo in moraš odbrati zrno od plev, da rečeš, mogoče to ni ravno vse za v dnevnik, ne. Pustimo ali pa dajmo še malo razmisliti. Ne. Ampak zdaj se vračam na marketing, ki zelo deluje na psihologiji. Ne. Zdaj, gospod Senčar, recimo, če bi res šlo za ta primer teh petk, ki se zatikajo, ne, ali pa žensk, ki jih v pisarni zebe. Ne. Zdaj, ko ste se pogovarjali s to gospo iz marketinga, dejansko je treba nov produkt, tudi če je to res super tehnični, dovršen, je treba predstaviti z vidika, kaj pomeni za uporabnika. To se pravi, če boste recimo montirali take rešetke, a ne, se vaše gospe ne bodo
a ne, ali pa boste imeli manj pritožb, ne. A je tukaj en del resnice? Tako pravijo te iz marketinga in jaz verjamem, da je to res. Ja, mislim, da smo zdaj kar dobro teme povezali. No. Prvo, tisti minimum viable product, no, ko ste prej omenili, pol psihologija. Človek ni stroj, ne. Nikoli ga ne moreš programirati, tudi jaz bom neverjetne v 5 situacijah, ali pa vi, ne, drugače odreagirali, kot mogoče ste prejšnjič. Ne. In dejansko psihologija je najpomembnejši del tega, da sploh stvari tečejo, pa da lahko prodajamo. Pa ne gre za tisto psihologijo v slabem pomenu, bom rekel, neke manipulacije, to je zelo pomembno, ne? Ampak gre za to, da se prvo zavedamo, da čisto vsak od nas v tej dvorani razmišlja popolnoma drugače in ga ni enakega, kot razmišljam jaz, če zberemo 10 stvari na kup, ne? Tako da to je navezava na to vašo stvar. Jaz mislim, da raznolike ekipe prispevajo k temu, da lahko ustvarjamo drugačne produkte in rešitve. Ne govorim pa rad o tem, da je to raznolikost samo po spolu. Mi imamo ogromno raznolikosti. Meni se zdi, da mi se moramo začeti zavedati, da je to itak normalno, tako kot je gospod Geršak tudi rekel, in nehamo govoriti toliko o tej spolni raznolikosti, zato ker smo že tam. Jaz mislim, da smo ogromno naredili v zadnjih letih, da se lahko ženske počutite enako. Jaz upam, da se, tudi pri nas na firmi temu sledimo in moramo se zavedati, da je to normalno. Ko bomo vključili raznolikost, bomo tudi našli rešitev za tiste petke. Ja, še nikoli nisem mogel stopiti v tisto luknjo, drži. Pa marketing se mora začeti prej, prednje produkt. Gotovo se tu tudi z gospodom strinjam, Mihom, mojim soimenjakom. Dejansko minimum viable čim prej, marketing, ko bomo to rešetko razvili, mora preteči 3 mesece, 4 mesece, da jo proizvedemo. O tem pa bo že vsi cel čas čakali, da bo končno tista rešetka tam na tisti ulici. No, gospa Ida, kako zdaj povabiti ženske k študiju in da ne postanejo inženirke? Kaj bo zdaj to za njih pomenilo? Ja, jaz večkrat omenim nekaj, kar se mi zdi, da ni zanemarljivo, ne? Ampak ženske, ki se ne odločajo za študij tehnike pa za inženirske poklice, se odpovedujejo zelo dobro plačanim službam. To se mi zdi zelo pomembno, ker lahko opazujem te vse generacije študentov, ki zdaj prihajajo, ne, in ki so z nami, da prvo, kar vprašajo, je, koliko je to plačano, koliko dobim za to, da to nekaj naredim. Ne. Končalo se je tisto obdobje, kjer smo idealistično gledali v določene projekte, pa smo z veseljem nekaj naredili, čeprav ne bi bilo plačano. Ne. Brezplačno na etični pogon. Tega več ni. Ne. To nas zdaj te mlade generacije učijo, da je vse treba plačati, ne, vse je nekako na to varianto naravnano, ne, in dejstvo je, ne, da pač tu so dobro plačane službe, ne, sploh če govorimo o IT-u, informatika, računalništvo, pač tu mi vemo, ne, da imamo izziv zadržati študente na fakulteti sploh, ker že v drugem letniku fakultete so zaposljivi, ne, s kakršnim koli je znanjem, ne, osnovnim znanjem, ampak je dovolj za podjetje, da jih začne oblikovati v smeri, v kateri jih potrebuje. In seveda, ne, ženske, ki se ne odločajo za te poklice, seveda so pač omejene v tisti neki drugi rang, ne, kjer pa imamo veliko, bi rekla, tudi podplačanih poklicev. Ne. To je spet težava v naši družbi nasplošno, ne, ampak da ne odpiram druge teme, ne, mislim, da je to tudi eden izmed pomembnih vidikov, na katerega je treba opozoriti. Ne. Mlada dekleta, mlade pač ženske, ne, da tista, katera ima predispozicije, zakaj jaz vedno govorimo o nekih predispozicijah, ampak dejstvo je nekdo, ki mu leži matematika, jaz menim, da je ta oseba ima osnovo, da se lahko loti katerega koli študija tehnike. Ne. No in recimo to, ne, zdaj ko ste rekli, saj ne gre samo za fakultete, gre pravzaprav za cel proces od osnovne šole prek srednje šole naprej, ne, ker tu mi mogoče izgubimo en velik del generacije, pa ne samo to, ne, recimo jaz razumem seveda družboslovne fakultete, da prav tako tisti profesori želijo obdržati svojo službo in potem vsak na nek način vabi ljudi, ne, ampak potem te ljudje nimajo po končanem študiju, ne dobijo zaposlitve in to je problem, kako bi lahko mogoče prešolali v te poklice. Jaz moram reči, da naša naloga ni v bistvu, da
odvzamemo družboslovcem ljudi in jih preusmerimo na tehniko. Ne. Naša naloga je, da zaznamo talente, da zaznamo tiste, ki imajo predispozicijo, da bi lahko bili dobri inženirji, pa so zašli v drugo smer iz razloga, ker je na njih družba imela takšen vpliv, ker so starši imeli takšen vpliv. In prej sem slišala, ko so rekli, ja, ženske smo velikokrat bolj dovzetne do tega, kaj okolica meni, kaj okolica pove, kaj starši povedo, in zaradi tega zdaj imamo to opcijo, da oblikujemo in da poskušamo vplivati tudi na starše in na okolico, na družbo v celoti. Vam povem kot anekdoto, praktično eno obdobje pred korono sem igrala nogomet, smo imeli žensko ekipo in sem vsak teden hodila na trening nogometa. Vsak teden, četrtki, ko sem se pripravljala za nogomet, takrat 4-letna hči me je opazovala pa je rekla, pa kako lahko greš igrati nogomet, če pa je to za fante. Pa je mene imela v hiši kot vzor, ne, kot nekoga, ki očitno počne nekaj drugače, torej ni samo za fante, ne, ampak njej je okolica, njej je vrtec, v vrtcu je spremala drugačne impulse in v vrtcu so ji trdili, da pač ona ne more igrati s fanti nogomet, ker to je za fante, ona pač bi mogla tam s puncami se nekaj igrati. Pač smo imeli iterativni proces, ne, ker me je opazovala, zdaj pa je ne dobim stran od nogometa. Ne. Pač tako je. Ne. Jaz sem šla stran od nogometa, ona pa pač noče. Ampak problem je, če nimamo teh vzorov, ne, če nimamo tega v družini, v bližji okolici, če nimamo v družbi tega, s težavo prepričamo dekleta potem, da je to tudi v redu. Ne. Sploh, če nas nekdo poskuša prepričati, da ni v redu. Ne. No, v publiki je tudi gospa Knez, ki se je prej že nekako prijavila, da bo mogoče tole malce komentirala. Izvolite, gospa Knez. Hvala lepa. Lep pozdrav iz Trbovelj, sem Alenka Knez, zdaj bom mečken osebne izkaznice, da boste nekateri kar takoj nehali poslušati, rojena v drugi polovici prejšnjega stoletja, prejšnjega tisočletja. Ljubiteljica matematike sem, moram pa povedati, da kaj naj rečem, SOS šola je nastala zato, ker sem v svoji tej upokojenski dobi in že v svoji poklicni dobi ugotavljala, kako matematika pravzaprav izgublja globino in kako je matematika tista, ki dejansko mlade ali pa rečem takoj na osnovni ravni, torej v prvih 3 razredih, daje na 2 kretnici. Ena je tista, ko rečejo, meni pa matematika ne gre in se potem otrok niti ne ukvarja več z njo. Zelo lušen je, če potem kaka mama še prstav, se meni tudi ni šla, ne? In potem kar upravimo s to matematiko in se pretikamo zelo, zelo težko, zaradi tega, ker je matematika v naši družbi vredna 1319 ur v 9 letih, kar pomeni, da jo imaš 4-krat na teden, v 3. in 4. razredu pa 5-krat. Zdaj, jaz sem imela izjemno srečo in izjemno sem bila ponosna, jaz sem pa kar vedela pri 19, kaj hočem biti, zato ker sem strojna tehnica, da bomo uporabljali ženski spol, ne, če damo zdaj na to svoje poslanstvo nekaj. In jaz sem točno vedela, ne, sem na prvi revolverski stružnici, sem prva na revolverski stružnici delala, meni še danes diši strojna delavnica in jaz sem prejšnji teden v petek pomagala zvrtati 200 lukenj, ne, na takih profilih za stopnice, ne, in je rekel ta moj nadrejeni, bi lahko rekla, a boš ta 200 to luknjo zvrtala, in jaz sem bila kraljica, ne, nisem bila kneginja, ampak sem bila kraljica. Hočem pa povedati, da sem imela to srečo, da so me učili na fakulteti legende, doktor Kuhl, doktor Struna recimo še, skratka ti velikani strojništva, ki so nam dali zahtevno in temeljno znanje. Oni so prihajali iz proizvodne in oni so vedeli, kaj je temeljno znanje. Mi smo garali še in še, jaz sem imela pa še ta privilegij, da sem bila edino dekle, ne, pa 300 kolegov odkole, mi je bilo zelo fajn, moram reči. No. Tako da, in potem, ko sem šla jaz v pokoj, je moja vnukinja šla v 1. razred 9-letke, jaz sem pa predčasno odšla v pokoj že zaradi tega, ker sem jaz učila statiko in trdnost s takšnim veseljem in s tako ljubeznijo zaradi doktor Kuhlja, on je pa meni to pedagoško žilico prižgal, če ne bi se ukvarjala z meritvami. No in potem sem jaz skozi 9-letko ugotavljala, že takrat pred 15 leti sem jaz videla, da bo katastrofa v matematiki.
In vam povem, tole, postali, ostali, bomo prvaki sveta. Tle not vmes med P in O je še korona. Prvič, otroci so popolnoma drugačni, ti majhni, ki se vpisujejo. Jaz sem šla to študirati in preštudirala sem 100 učbenikov iz vseh držav, ker sem pač v okviru katapulta. Katapult je nastal pa zaradi Devesofta in skozi mojo učilnico se sprehajajo vsi ti poslovni partnerji in jaz čisto vsakega za rokav pograbim in mi prinese učbenike za 6, 7 in 8 let stare otroke. Jaz sem šla 200 let nazaj, 150 let nazaj gledati dr. Franca Viteza Močnika, ki je bil legenda in je postal vitez zato, ker je za Avstro-Ogrsko napisal didaktične učbenike. In jaz sem rekla, pa kam je zginila zdaj ta matematika, saj z nami pa ni bilo nič narobe. In ko sem jaz to ugotovila, zdaj jaz mimo svoje kože ne morem, torej ta strast, da je v bistvu znanje edina naravna avtoriteta, se mi zdi, da zdaj tem malim šolarjem, ki so lahko samo 1 leto premladi, ker se vpiše 5 let po 8 mesecev star otrok 1. septembra, zdaj me boste najbolj razumeli tisti, ki imate otroke v šoli. Ko se popoldne z njim učite in se čudite, da vi kot fakultetni ne morete več skoraj otroku pomagati in ko se čudite, kako more znati ogromno količino snovi, pa še nekaj, točno tisto besedo, da boš dobil tiste pike. No in potem smo ustanovili SOS šolo, smo naredili portal, smo naredili nasvete za starše, no in seveda potem smo to razvijali in razvijamo učila in imamo princip matematiko z rokami delam sam, zato več znam. Pri nas so besedilne naloge, tekstne naloge, torej za prve 3 razrede, so samo otroci samo z rokami prestavljajo glinene figurice, računajo brez svinčnika in papirja. In mi dobimo na delavnice, dobimo otroke, en Filip v Tehnoparku Celju je rekel, sem rekel, Filip, kako pa to, da si prišel sobota, je pa sonček je vzunil, ti si prišel pa na matematiko. Je rekel, me je toliko zanimalo, kako je lahko matematika brez svinčnika pa papirja. No, ko smo mi končali, je rekel, bom prišel v soboto spet. Smo rekli, bomo ponavljali listo, ti bodo, nič hudega je rekel, ti bom pa pomagal. To se pravi, treba je prvič, tanker matematike je treba razbremeniti. Tega je pol preveč in nobenega časa za utrjevanje. Ne govorim na pamet. Z nami dela, mi smo vsi prostovoljci. Zastojn, jaz sem ljubitelj celo, jaz niti prostovoljc ne smem reči, že sem, to prednost imam, da imam prostore zastojn zaradi sina. No, ampak hočem povedati to, da v bistvu zdaj me obseda misel, da bi gospodarstvo povedalo, poglejte, na koncu 9. razreda mora otrok zares znati, jaz verjamem, da bi vi zdaj takoj lahko rekli, števila do 20, do 100, poštevanko, deljenje, enačbe, ulomke in geometrijo. Nimajo časa, učiteljice nimajo nobenega časa, dobri učitelji pregorevajo, za trak bi šle zdaj delati, če bi šle lahko, dobri učitelji. Potem imaš pa seveda, tako kot povsod imaš tudi drugačne. In zdaj ne vidim, govorim v tem, da bi, ne vem, ali gospodarstvo, ali ena skupina, zdaj napreden se bojo učni načrti spremenili, bo trajal. Ampak če bi vi zdaj rekli, v prihodnosti potrebujemo zares, da po 9. razredu zna tole pa tole pa tole, ja pa najbrž se dajo neki testi narediti neformalni, da bi lahko starš svojega otroka preizkusil, ali to res zna. Tako da vedno razlagam prvič, zavzemam se za javno šolstvo. Cela naša družina je tehniška, pa ni z nami nič narobe, pa eden od nas ni bil 1 uro v tujini. To se pravi, da nekaj so delali prav. Res je, da je treba pouk posodobiti, potem drugo, ocenjujem, da zgubljamo sredino otrok. Tisti, ki so, jaz jim niti ne rečem več Marsovci, tisti, ki so z unga planeta, ko ga še niso odkrili, tistega itak učitelj ne more kaj veliko naučiti, niti pokvariti. Tisti otroci, ki imajo pač to smolo v življenju, da jim ni dano, da bi lahko dosegali kaj več, s tistimi se družba kar nekako ukvarja, moram reči, prav je, da se, ampak mi zgubljamo tisto sredino, ki rabi temeljno snov, ki rabi dobrega učitelja in ki rabi vzvod, da bo moral delati. Otroci po tej koroni so apatični.
Učiteljice pregorevajo to, ta tretji način gor dol, otroci pa kot take amebice sedijo pa čakajo. In tega znanja ne bo. In jaz sem pred 15 leti napisala, to že ne dela več, ja, jaz sem pred 15 leti napisala, ko sem šla v pokoj, ali 17, ali koliko je že tega, sem napisala, gospodarstvo se bo pobralo, ne bo imelo kadra. To sem jaz že takrat ocenila. Tako da ponavadi zaključim, tako da rečem, lejte, vsem nam je jasno, da vsaka hiša mora imeti temelj. Ampak ko vi hišo pogledate, temelja ne vidite. Vidite pritličje, prvo nadstropje, drugo nadstropje. Če vi v temeljih falite izračun armature, če falite marko betona, če falite izolacijo, se bo prej ko slej nekje gor na vrh začelo rušiti. Še to bi rada rekla, tale s tem, ne, v Trbovljah smo kar naprej zdaj, ker vključujemo, predzadnja črka je še A, kar pomeni, da imamo art, da imamo umetnost zraven. In gospa Vida, prisrčno vabljeni v Trbovljah, ker ste očitno zgrešili takrat, ko so naši bili s tem Neuroflyjem. Mi imamo to srečo, da imamo v Trbovljah dr. Mašo Jazbec, ki je v okviru raziskovalne mreže umetnosti in mi že združujemo umetnost z tehniko in pri nas se da leteti ta Neurofly z mislimi. Vi imate Stonerje, vi imate dve inženirki leta oziroma kandidatki sta to projektirali, Nika Mlinarič in pa Ines Repnik, in vi se usedete in vi z mislimi vodite letalo, letite nad pokrajino, tudi pristanete in tako naprej. To se pravi, kaj ne rečem, ta male pa navdušujemo za matematiko tako, da jih imamo 1 uro na matematiki, potem brez svinčnika in papirja razumevanje. Jaz sicer nagovarjam ta DVSOP, da bi inštrument naredil za merjenje razumevanja matematike, ne? Ampak nekako jim še ne porata. Drugo je pa potem, da jih damo na otroško jogo in tretjo grejo k robotki Evi, zdaj smo dobili že sestrico, ki so jo naučili govoriti slovensko, matematiko in računati in tako naprej. Tako da jaz vidim, ampak matematiko je treba pogledati in v osnovni šoli razbremeniti. In matematiko je treba vrniti v šole, ne v družinsko popoldne in učitelju, jaz sem glas učiteljev, učiteljem je treba dati prostor za ponavljanje. Dobro, gospa Knez, hvala. Torej, manj matematike za več matematikov. Dobro, že sem mogoče prav strnila. Zdaj, gospod Bobič, tole me zanima, govorili smo zeleno in digitalno. Slišali smo, v zeleno smo vsi na točki nič, kaj pa v digitalnem, tu pa so neke razlike. Kako bomo ujeli zdaj to 4.0, 5.0 in tako naprej? Kje je zdaj Slovenija, kar se tega tiče? Zdaj, zeleno in digitalno sta povezani. Ne? Zdaj, tako en čist enostaven primer. Ne? Imamo večina stavb v Evropi in po svetu je starih, bilo zgrajenih med 70 in 80 leti. In če se mi te stavbe lotimo tako, da začnemo ovojnice spreminjati, se pravi izolacijo okna in tako naprej, potem bomo verjetno, ko bomo prišli do konca, bo treba začeti spet na začetku. Če pa tem stavbam damo digitalne dvojčke in pogledamo, kje je res kaj narobe, potem pa prvič lahko zelo na hitrico ugotovimo, kaj je narobe in zelo na hitrico popravimo stvari. Se pravi, digitalno in zeleno sta povezane. Ne? Zdaj pa, če mislite digitalno, pač Google, pa Facebook in podobne stvari, ja, Evropa je zaspala. Evropa je zaspala in je sigurno nekaj korakov za ostalim svetom, predvsem pa za Združenimi državami Amerike. Ampak še enkrat, mi imamo priložnost in Evropa se izredno trudi, da bi bili prvi v zelenem. In tukaj je priložnost Evrope, da vzamemo tisto, kar že je, da ne izumljamo tople vode, in to nadgradimo na zeleno preobrazbo. Torej, za koliko v Sloveniji zaostajamo na digitalnem področju? Nehvaležno vprašanje, ne vem.
Kaj pa zeleno? Ne? Tudi zeleno, zdaj ste rekli seveda povezano in zaostajamo, ampak vendarle to zeleno ima tudi določena odprta vprašanja, ki jih prinaša zdaj energetska kriza, ki se obeta, a ne, vojna v Ukrajini, mogoče pa ne bomo zapirali Teša, ne? Mogoče bomo pa rekli, pa dobro, pa imejmo še nekaj časa. Ne? Mislim, da je to zeleno zdaj ni več tako premočrtno, ne vemo, kaj bo. Ja, no, mislim, Tež bo treba zaprta, ne, tako ali pa drugače, ne, tako da zdaj zadeva je taka, ne, če pogledamo, če rečemo, da je energetika samo proizvodnja elektrike, pa to ni res, ne, samo 17% energetike je proizvodnja elektrike, potem smo glede na ostale evropske države tam nekje v zlati sredini, ne, smo celo malo boljši od Nemčije, ampak smo slabši od Avstrije, ne. Problem, ki ga imamo, ne, je, da naš zelen del je zelo star. To so hidroelektrarne na Dravi in podobne stvari. Ne? In če samo to transformacijo pogledamo, potem verjetno en del energetike bo šel v jedrsko, se pravi, ne bo zelen, ampak bo moder, kakorkoli se že temu reče. Ne? Drug del je pa pogledati, kje imamo še dodatne vire, da lahko pretransformiramo družbo. Ne? In ena od verjetnih scenarijev je, da bo treba kakšne 2 hriba žrtvovati, da bo fotovoltaika na njih. Ne? In to je verjetno prihodnost Slovenije. Pa druga stvar, ki pa je, ne? Mi imamo zelo veliko hribov, ne? Kar pomeni, da mi bi lahko enostavno delali črpalčne hidroelektrarne in bi kupovali poceni elektriko po dnev, pa jo prodajali takrat, ko je največja špica, ker za električno ceno je pač ta duck curve. Ne? In v določenih državah je elektrika čez dan, takrat, ko najbolj veter piha, pa sonce sije, v bistvu ti plačajo, da jo vzameš. Ne? In to je recimo priložnost za Slovenijo, ampak vprašanje je, če se bo kadarkoli, kdajkoli zmenili, da bi to naredili. Ne? Zdaj, in recimo treba bo žrtvovati nekih hribov, pa nekih dolin. Danci imajo samo en hrib, pa ga mislijo žrtvovati za to. Pri nas jih verjetno ne moramo prešteti, koliko jih je. Dobro, gospa Aida, zdaj vprašanje, ki se tu tudi pojavlja, je, kaj je sploh tisto področje, kjer lahko Slovenci karkoli novega izumimo. Govorili smo o izumiteljih, namreč koliko nam to narekujejo tuje multinacionalke. Veliko je podjetij, že tu smo jih videli, ne, praktično med sponzorji so tuja podjetja, koliko nam oni že praktično diktirajo na nek način to, s čim se mi ukvarjamo. Kajti veliko naših izdelkov je embedded, to se pravi, mi imamo ogromno inovacij, ampak se prodajo pod drugimi imeni. Jaz verjamem, da mi imamo še vedno, seveda jaz prihajam spet iz akademske inštitucije, ker imamo neko svobodo, ne, glede raziskovalnega znanstvenega dela, ne, in vedno to poudarjam, ne, da seveda lahko marsikaj naredimo, ne, lahko inovativne pristope vpeljujemo, delamo, je pa res, da pač ta povezava, ne, z gospodarstvom, z industrijo, ne, je tukaj ključna. Ne. Jaz mislim, da še vedno imamo dovolj prostora, ne, in da nismo ugrabljeni, ne, strani multinacionalk in vsega ostalega. Mislim, da smo do sedaj že tudi pokazali. Ne. Moram reči, da sem bila zelo ponosna, ne, pred leti, tudi ko smo nekako pionirji postali raziskovalno, če ne drugače, na področju tehnologije veriženja blokov, ne, torej blockchaina in določenih pilotnih projektov in podobno, ne, ker marsikje v Evropi se niso sploh lotili tega, pa smo mi bili med prvimi, ne, na tem področju. Tako da mislim, da je mogoče tudi celo naša majhnost prednost v tem kontekstu. Ne. Je pa res, da absolutno potrebujemo več tega sodelovanja, ne, povezav z industrija, znanstvena sfera, ne, in prenosa v bistvu tega znanja v industrijo. Ne. Gospod Senčar, vi ste govorili o tem preskoku v verigi vrednosti, kar se tiče vašega podjetja, in ste rekli seveda, da ste potem združili monterje, razvojne partnerje, ste naredili ta preskok. Povejte nam, kako pa so dobavitelji, ki so vam do takrat dobavljali stvari v tej verigi, reagirali na to, da ste jih potem na nek način izpustili iz verige, pa ste
vi sami to začeli delati? Mi smo kontra preskok delali, mogoče niste razumeli. Ja. Torej, mi smo bili monter, ki je izdelek, ne vem, recimo, na pamet rekel, videokamero, pametni senzor kupil na trgu, ga zmontiral in ga vzdrževal, to je bilo to, kupil še mogoče njihov software od dobavitla in pač vse to skupaj povezal. No, pol pa smo rekli, mi ne bomo samo monter, bomo razvili svoje platforme, se lahko bolj približamo kupcem in pač vse to skupaj povežemo v našem softveru. Edino, bom rekel, kje smo zgubili, je to, da ko smo preskočili iz tega v integratore, smo mogoče zgubili tiste stranke, ki so bili integratori, to drži. Potem, ko smo preskočili še naprej iz tega, da smo samo na enem malem oskem področju, da smo šli v celotno področje, smo mogoče spet skupili kakega kupca, ampak če ti ne daš od sebe najboljšega rezultata za končne stranke, pač to moraš narediti. To so težke odločitve, tudi pač neka partnerstva, ki imaš dolgo časa se pretrgajo, ampak enostavno je treba iti naprej. No. Letos delamo še en preskok, letos pa v bistvu se vračamo kontra, ker bomo pa celo proizvajalec postali. Sicer malo serijski določenih sistemov, ki jih smo do zdaj kupovali, pa smo se odločili, da si želimo večjo kontrolo na tem, kaj damo od sebe, tako da če bo vse po sreči z 1.8. prevzemamo, pa postajamo še rahlo proizvodno podjetje. No in kakšna je reakcija trga, predvsem teh, ki so bili prej v verigi? Prvo kot prvo treba biti odkrit z njimi, se pravi, čeprav bomo zdaj tega dobavitla ne bomo prevzeli, ampak samo dejavnost prevzemamo in pa zelo pomembno pridobimo enega strojnega inženira pa enega inženira elektrotehnike. Namreč na trgu danes je težko kar tak nekoga najti s takimi izkušnjami. Prvo treba biti za temi dobavitli trenutnimi odkrit in to povedati, naprej napovedati in to je to. Vse drugače pa tudi ne preživiš dolgoročno. Prva odkritost. No. Sreča mogoče je mala v tem, da samo en manjši del, ki bomo s tem dobili, kupujemo še pri nekem drugem dobavitlu, načeloma smo v bistvu od tega dobavitla mi vse kupovali. No, preden dam besedo Editi, ki se je prijavila, še tole, to je tudi veliko tveganje za neko podjetje. Kako ste se pa s tem spopadli? Ne? Preskok? Ja. Je absolutno tveganje, mora biti kalkulirano, to pomeni, da moraš vseeno neke plane prej narediti, nekaj na vrat na nos. Ne smeš pa tudi delati planov zaradi planov, da te pol prestrašijo. Mi na podjetju imamo eno super kombinacijo, se pravi, jaz sam po sebi, evo, sem tisti družboslovec, ekonomist, sicer z afiniteto do tehnike, no, ampak finance recimo niso moja dobra točka. Jaz sem bolj ta management, marketing. No in če se tega zavedaš, potem je nekdo na firmi, ki pa ta del vlada. In za ta del, da to ni preveliko tveganje, ker tveganje je vedno, je pa pri nas Bojan Petek, ki pa je zunanji direktor, ne lastnik, ki se pa ravno s tem ukvarja in se ravno nekje uravnotežimo, da je to tveganje čim manjše vse. Ki nalije čistega vina. Gospa Edita, izvolite. Hvala, Vida. Prej sem zelo pozorno Alenko poslušala, pa ne vem, če si se ti zavedla, kaj si rekla. Profesori, ki so ti prižgali iskro, so vsi prihajali iz industrije. Okay. Če grem zdaj nazaj k Saši, takoj na začetku povedala, pravzaprav tisto, kar potrebujemo več sodelovanja, pa je Ida isto rekla. Miha, ali pa kdorkoli v tem sestavu. Kaj pa je tisto dobro sodelovati? A je odgovor v tem, da imamo morda premalo še gostujočih profesorjev na fakultetah, ki prihajajo iz industrije? Ker en moder mož mi nekoč rekel, kako naj nekdo, ki nikoli ni inoviral, navdušuje za inovacije, če pa ne ve, kaj to je. Težko prodaš nekaj, kar nisi izkusil v bistvu, moraš tudi sam verjeti v to. Ker tako, kako bomo postali? Težko je, mislim, lahko je pač reči, mislim si nekaj zamisliti, pa že malo težje reči, pa napisati, še najtežje je pa narediti. Kako bi zdaj mi to naredili, da bomo prvaki sveta, pač v nečem, v nišah, pa važno, da to tehniško znanje, o katerem si prej govoril, ne bo izvenelo. Upam, da nisem preveč. To je vprašanje za gospoda Bobiča. Recimo. Lahko pa tudi za kogarkoli v tem sestavu. Vprašanje je, kako. Zdaj vemo, kaj. Pa tudi vemo, mislim, da zakaj. Pa kako.
Ja, zdaj sem bil pa izzvan. Tako je, ne. Jaz v bistvu nekako sedim v obeh svetovih. Tudi delno sem zaposlen na fakulteti za strojništvo, pa 25 let delam v podjetju, od tega sem bil 18 let vodja razvoja. Tako da nekako razumem oba svetova. Ne. In recimo, ko gremo na fakulteto, pa ni to samo v Sloveniji, to je tudi drugje, ne. Če meni profesor na drugi strani reče, ti meni povej, kva rabaš, pa jaz to naredil, to pomeni, da prvič nima pojma, kako bo svoje znanje uporabil, drugič pa, a sploh dela kaj uporabnega. In zato bi bila verjetno ena super dobra vaja, ne? Ker enkrat, ko delaš v podjetju, ko moraš tisto stvar, ki jo narediš, prodati na trgu, tudi za inženirja, ki nariše tiste risbe, potem pritisne knof in se tisto začnejo v milijonski nakladi delati, je poseben strah. In bi bilo zelo dobro za vse profesorje, da bi vsaj ene pol leta delali v firmah. Vsaj ene pol leta. Da bi res razumeli, kaj industrija hoče in kako industrija s čist drugim utripom dela. Recimo, kaj je razlika med tistimi, ki delajo na fakulteti, pa tisti, ki delajo v industriji, če je tamle zid, da ne moramo ven. Morajo inženirji priti čez zid. Sploh ni debate. Moraš priti čez zid. Medtem, če raziskuješ, kako boš prišel čez zid, boš pa mogoče nekje drugje končal. Pa boš vedno dober. Ne? V industriji tega ni. Če ne prideš čez zid, te ne bo več. No, isto vprašanje na to stran dveh inženirjev, gospod Gerša, gospa Novak. Govorili ste, oba sta govorila o teh inovacijah in o tem temeljne raziskave, potem praksa in pa teren, ne, če greste na ta teren pač. Torej, kaj je zdaj pomembnejše oziroma kaj ste se vi naučili? Najprej mogoče gospod Geršak, če ste šli kdaj na ta teren, ne, fact-finding mission, teren, ki ga vsi poznamo v vseh poklicih, ki je vedno malce drugačen kot naša predstava o tem, kaj bomo tam našli. Ja, jaz prvič mislim tako, kot je doktor Bobič rekel, zelo, zdaj mogoče sem omejen na tehnične fakse, ampak jaz mislim, da bi tudi, da mi, ki smo tam, moramo enostavno vedeti, kaj se v realnosti dogaja. Ne. In jaz to sicer v manjši meri znam tudi, ali pa prakticiram, ampak je recimo za tiste stvari, ki jih jaz osebno delam z industrijo, ki so dejansko nekaj tazga rutinskega, ki ga bi vsak znal v 4 razredi osnovne šole, je pa neprecenljivo za mene kot obliko motiviranja ali pa razlaganja nečesa, kar imam pač bolj take temeljne predmete, ki rabijo še malo razlage, ki pa jaz to zdaj v življenju rabim. Ne. In je popolnoma drugače, jaz to rečem, le tole se pa tukaj vidi. Ali pa takole narediš. Ne. Se pa zelo strinjam s tem, ne vem, a na strojni to že ali še ni, ampak recimo, če hočeš biti reden profesor, se mi zdi, da na strojni tako, da moraš biti pol leta ali nekaj časa v industriji, nekaj tazga. Ne. No, to se mi zdi recimo tako super. Ampak se mi čisto isto zdi, da bi tudi vsakega, ki ima otroka, dal za 3 tedne v 4. razred osnovne šole, da vidi malo, kako to izgleda. Zato, ker pol šele veš, kako to izgleda. In jaz mislim, se mi zdi, da je tako približen, bi tudi mogla biti ta povezava, industrija. No, ampak prej ste pa še mogoče pa še nekaj. Ja, kar povejte. Ker te besede so zelo tako fajn, pa se sliši to super, ampak v resnici je pa tako, da industrija velikrat od nas, ki smo recimo akademska inštitucija, zahteva študente, ki bojo nekaj zelo specifičnega znali, nekaj tazga, ki tam enemu delu industrije blazno dobro prav pride, ki bojo pa oni tazga človeka hitreje lahko uporabljali. Ampak tako v smislu ene take splošne izobrazbe, pa se pa tudi meni, ki sem bolj, mislim, nisem tako strl, pri vsemu temu se mi zdi, da je ena izmed stvari, ki akademska inštitucija mora narediti, je to, da ti v bistvu izobražaš ljudi, ki se znajo pa naprej sami izobraževati. Ne pa, da se zdaj točen tisti, kar ena firma tam rab naučil. Tukaj pa mogoče je ta malo teoretičen clash med. Mislim, se jaz razumem, da podjetje to hoče, sam hkrati se mi pa zdi, da mogoče ni čisto nujno tako, res.
No, prej ste bili zelo iskreni, mogoče če to nadgradite še s tem vprašanjem. Me zanima tudi to, recimo, ko pride človek iz znanosti ali pa recimo iz inženirstva, ne, če obstaja ta razlika, potem res v obrt, v prakso, ne, tam, kjer dejansko je en sam problem, ki ga je treba rešiti in tam je že so dolge izkušnje in vsi vedo, da znanost ali pa inženirji tako, ampak mi pa vendarle še malo drugače, ne. A je tukaj vprašanje tega ega oziroma priznanje, no ja, ne, mislim, kaj se tukaj zgodi tako na tej osebni ravni, da se prizna, no pa res ne, ali pa ne, to pa ne bomo tako, to pa znanost ne reče tako. Ali pa. To je po moja osebnostna lastnost, to ni povezan, po moje, mislim. Kako ste vi to čutili? Ste kdaj prišli do tega, da ste imeli kakšen zadržek? Ne, sploh ne. Meni se zdi, ampak jaz mislim, da je to zelo tipično za tehnične fakse. Da mi smo ponosni pa veseli, da delamo z enim, ki res tisto stvar, ki dela, pa prodaja in od tega živi, ne vem koliko družin. Tako da jaz ne bi rekel, mislim, saj za elektrofaks ne bi rekel v Ljubljani, no, ne bi rekel, da smo mi zdaj ali pa tisti ljudje, ki so bili vzvišeni nad industrijo, da tega ni več. To kaj pa obratno, a je kdaj kdo v praksi vzvišen, pa si ne dovoli, da se mu svetuje? A po resnici? Ja. Ja. In? Mislim, jaz se zdi, da je to tudi, to je to spogovarjanje. To mora biti tako, ker to je tudi meni pol izziv, da se usedem pa pogledam, mogoče imam pa jaz nekaj narobe, pa 14 dni sedim na raznih takih člankih ljudi, recimo iz istega nivoja, kaj jaz, pa pol gotovim, imam jaz zdaj prav ali nimam. Ne? Ampak jaz mislim, da je to način razvoja, da te en skozi mal govori, sej super sam, pa na koncu pride pa pač do tega, sej super sam, a lahko za pol cene. Ampak se to tudi razumem, se to mora biti tako. Zdaj je tako izpadalo, kada jaz klej iz akademske inštitucije s ful govorim tako, denar pa to. Ampak dejstvo je, da naši inženirji, ki pridejo v podjetja, so soočeni z realnostjo. In to je to, da ti ta čip moraš nekje tudi dobiti. Jaz sem si ga pač zmislil, super čip, in zdaj jih, tako kot je doktor Bobič rekel, jih ni. Ne? To je prva stvar, ker jih pač ni. Ampak druga stvar je pa tudi, koliko pa to ostane. Ali lahko jaz imam za enega, ki 30% od te cene pa mi bo une funkcije, ki jih jaz potrebujem, res imel. Ne? Ampak vse to jaz mislim, da je štosno inženirstva. To, da se ti, recimo, ena izmed stvari, ki jih mi pri nas na faksu poskušamo odcepiti študentom, je tudi to, ne samo, da ti znaš nekaj načrtovati pa narediti, ampak da tudi veš, na kjer internetno stran moraš, da to kupaš. Pa narediš, zares, pa da jih še matramo študente, da znajo to predstaviti. Ne? Se mogoče zdaj gospodarstvo se to zdi zdaj smešen, tako da, ki gledajo, kakšni izdelki prihajajo. Ne? Ampak dejansko, jaz mislim, da inženirstvo mora imeti predmete, kot je patentništvo, pa take stvari. Ali pa, recimo, jaz prihajam iz laboratorija, ki ima noti ime kakovost. Ne? In to je res nagražen ime. Ampak vsaka firma, ki si jaz predstavljam, kaj je Orang, ima oddelke za kakovost. Ne? In te so ponovadi ljudje še kar skregani z razvojem, ali pa ne, no, ampak in to jaz mislim, da je razlika med inženirstvom pa recimo naravoslovnimi znanosti, ki so bolj pač intelektualne. Zdaj, to je moja osebna. Dobro, gospa Novak, vaše mnenje o tej komunikaciji, ne? Prej ste govorili o tem slemu znanstvenem, ne? V bistvu ste razlagali ta znani elevator pitch, ne? To se pravi govor v dvigalu in včasih, preden je bil gospod Trump predsednik ZDA, smo vsi govorili, kako bi prepričali Trumpa, se peljeta do 100. nadstropja, seveda to samo v New Yorku, ker je 100 nadstropij, ali pa dobro Singapur mogoče, in potem vi njega prepričate skozi teh 100 nadstropij, da kupi vaš izdelek. Ne? To je ta elevator pitch. No, kaj je zdaj bistvo pri tej komunikaciji, tudi pri tem vašem slemu, kaj je tisto, kar prepriča, je to denar? Namreč inženirji pač merite in prav je, da ljudje merimo, ker samo tako vemo, kam gremo, ne? Denar je pa merilo vseh stvari, konec koncev tudi nekega družboslovnega teksta. Ne? Torej, kaj je zdaj tisto, kar prepriča?
Je klasičen elevator pitch se od znanstvenega slema ali pa pitcha razlikuje v tem, da znanstveniki ne prodajamo, ampak poskušamo, oziroma to je pravzaprav neka vrste šola, začeli so z njo v Nemčiji, tam so znanstveni slemi zelo popularni in v bistvu fora je v tem, da znanstveniki, raziskovalci pri nas pravzaprav smo zelo v svojih slonokoščenih stolpih in zato zunanjost niti ne ve, kaj se pri nas dogaja in zato se jim pač zdi, da se mi v dragih peskovnikih igramo in da to morajo ubogi davkoplačevalci plačevati. Ne? Se pravi, prva točka je to, da je treba stopiti ven in ljudem razložiti, kaj delamo, zakaj delamo in da je znanost potrebna in koristna in tudi za gospodarstvo. Se pravi, treba se je naučiti sploh to povedati. Se pravi, biti korajžen dovolj, tako kot je bil Gregor, da je pač prišel profesor z univerze, da je prišel in rekel, jaz bom pa to poskusil. Se pravi, povedati o svoji raziskavi tako, da te slišijo. Ker znanstveniki smo zelo navajeni govoriti na konferencah v znanstvenem strokovnem jeziku, ki je totalno nezanimiv za splošno javnost. Med sebi enakimi? Med sebi enakimi, tako ja, ne rabimo izbirati izrazov in nismo vajeni dejansko govoriti v javnosti, tako da bi nas javnost razumela. Je pa to potrebno, ne? In zato je znanstveni slam kot ta oblika promocije znanosti tudi v bistvu zelo dobrodošla, zato ker nauči pravzaprav ljudi, raziskovalce, govoriti o svojem delu, tako da je razumljeno. Kako? Kaj je tisto, kar prepriča? Govoriti o ljubezni, o rdeči barvi? Kaj zdaj vtaknete v ta znanstveni tekst, da ljudje zastrižejo? Kaj je ta trigger? Jaz sem organizatorka takih zadev, ne? Gregor je to poskusil na svoji koži, ne? In Gregor ve, da mi te tekmovalci, kar pa so tiste, ki se odločijo stopiti na oder na ta način, jim razložimo, da je potrebno, mi naredimo ene vaje prej, ne? Ampak jim sugeriramo samo to, da je treba biti zanimiv, da mora biti še vedno strokovno, cela zadeva, ljudje morajo razumeti, kaj delaš, zakaj je to pomembno in hkrati mora biti tudi na en način navdihujoče in ne vem, po možnosti še zabavno, tako da se nam je zgodilo vse mogoče že od tega, da smo imeli v Unionski dvorani poln enih lončkov konoplje, do tega, da smo imeli, ne vem, grable, vse sorte ljudje prinesejo nekaj sabo, s čimer poskušajo nekako vzbuditi pozornost, ne. Torej, gre za vzbuditi pozornost in povedati svojo zgodbo o raziskavah tako, da je zanimivo, da ti ljudje sploh poslušajo, ker ti imaš lahko ne vem kako dobre rezultate, če jih nihče ne sliši ali ne razume, kot da jih ni, kot da so v predalu. No, ampak zdaj gremo k tej naslovnemu vprašanju, postati ali ostati prvaki. Torej, ali bomo postali prvaki z izdelki ali s tem elevator pitchom, s tem govorom? Jaz mislim, da definitivno z izdelki, ne? Se pravi, znanje je treba najbrž pretvoriti v izdelke, potem je pa seveda treba te izdelke tudi prodati, dobro, to komercialisti znajo, ampak zdaj, na naši strani, na strani raziskovalcev je to, da moramo svoje znanje znati prodati, da bodo šli v izdelke in potem bodo pač podjetja znala tisto proizvesti in prodati, oziroma se to že počnejo. Ja, pa kakšen je ta ponder? A je to, da znamo predstaviti ravno tako 50% tega, da bomo prvaki sveta? Kako? Ker jaz imam občutek, da nekatere nacije se blazno hvalijo in ko pogledaš, pa s čim se oni hvalijo, ne? Pa saj smo pametni, pa znamo presojati, kjer je samo malo lupetajo. Ne. Mislim, to se jim pozna na financah, a veste, preden ljudje spoznajo, da v bistvu to, s čimer se oni hvalijo, smo mi že zdavnej ali pa to, ampak ne znamo povedati, da smo to mi. No, isto vprašanje imam za vas. Prosim, povejte nam, kako bomo zdaj postali prvaki sveta? Jaz mislim, da moramo ostati na tem, da kreiramo ena zelo dobra temeljna znanja, znanstveno. Ta temeljna znanja, nove tehnologije morajo na šolah naučiti. Mi na nas podjetjih pa je, da začnemo delati z osnovnimi šolami naprej, da jih navdušimo, da bo enkrat vse to skupaj povezali, pa da bo prišli k nam delati in da bo akcija šla naprej. Glavnem, jaz mislim, da ne vem, če je kdo danes da lahko odgovor o ponderu, koliko je kaj pomembno. Nekatere stvari so tudi take, ki enostavno moraš provati, pa ne veš, da boš, če bo uspešno ali ne. Tako da po mojem tu ni pondera. Moramo si upati
pa super ideja, evo, da tudi znanstveniki znajo predstaviti to, ker brez tega, da ti na nek zanimiv način predstavljaš, enostavno ne pride. Pa še mogoče to zanimiva knjiga, Podjetniška država, ne vem, če je kdo to prebral, mogoče zelo priporočam, evo, inženirom in znanstvenikom, zato ker zelo lepo pokaže, kaj lahko pa država naredi za to, da te znanstvene, bom rekel, odkritja in novosti dejansko lahko spravimo v življenje, tako da priporočam, no, res. No, isto vprašanje, ga mogoče malce še drugače utemeljim. Naprimer, če se pogovarjate s kakšnim tujcem, tudi sama sem se, pa potujem, pa sedimo za mizo in potem me vprašajo, veste, kaj me vprašajo? Aha, Slovenija, in kaj so vaši proizvodi, kaj pa delate, ne? In potem si mislim, ja, kaj pa res, ali ne rečem Radenska, ali ne rečem Elan, to ne bojo vedeli, kaj ne sploh rečem, ne? Potem mogoče rečem Dončić, ne, in reče, a ja, Dončić, ok, ne, recimo, no kaj je zdaj tisto, ali je bolj pomembno, da se bomo znali predstaviti, da imamo en izdelek, da ga porinemo naprej, ali da smo perfektni v izdelovanju, pa da nihče ne ve za to. Gospa Ida. Zagotovo je pomembno tudi, da se znamo predstaviti, ampak zdaj ne vem, jaz verjamem, da pač mi moramo imeti, mene zelo moti, da pač ni neke rdeče niti, ne? Da nimamo neke vizije. Ne? Jaz mislim, da tu tudi država mora prevzeti neko vlogo, ker bo določila, če je ta fokus ali karkoli pač moramo določiti in reči, to je vizija, to je tisto, kamor želimo priti in vsi skupaj potem bomo delali v tej smeri. In bo vsako podjetje prispevalo v to zgodbo pač to, kar lahko. Ne? Znanstveniki seveda bodo prispevali svoj delež, inženirji svoj delež in tako naprej. Ne? Tako da mene velikokrat moti mogoče ravno to, ne? Pomanjkanje neke vizije, pomanjkanje neke, pa tudi na koncu rdeče niti, ne? Ki bi nas vse skupaj peljala v isto smer. Ne? In jaz verjamem, glede na našo majhnost, ne? Da je ravno naša majhnost lahko prednost v takem načinu razmišljanja in v tem pogledu. Gospod Bobič. Ja, jaz mislim, da ena ključna beseda je sodelovanje. Ne? In sicer mi glede na to, da recimo zakaj Grki niso imeli nikoli kraljestva, ne? Ker so mislili, da tisti polisi so bolj agilni in manjše je boljše. Ne? Se pravi, smo na boljšem, ne? Recimo kakšna Nemčija, ampak bistveno, kar je sodelovanje. Ne? Mi ne moramo govoriti, mi iz industrije, pa vi iz akademske sfere. Ne? Mi smo skupaj, ali pa vi strojniki, pa mi elektrotehniki. Mi smo v bistvu vsi inženirji. In če bi se vsi bolj trudili za to, da bi poiskali stične točke sodelovanja, potem bi bilo veliko manj tiste komunikacije, ki v growth mindsetu se reče passive-aggressive. In če potem se tudi ne bi sprašvali, ne, kaj lahko država naredi za nas, ampak bi se mi sprašvali, kaj mi lahko naredimo za državo. Ne. Se pravi, sodelovanje je ključna zadeva. Gospa Novak. Jaz bi temu samo ploskala. Jaz skozi pravim, ja, da sodelovanje je ključ, zdaj samo vprašanje, na kakšen način to sodelovanje okrepiti. Čakati na sistemske rešitve najbrž ne bo dovolj, oziroma bo predolgo trajalo, kar pomeni, da je treba pač, jaz mislim, da je veliko ljudi v Sloveniji, ki imajo ta oseben naboj in željo, tako da je treba to pač izkoristiti. Pa vsi dosti Facebooka pa Twitterja, ne? Na vse mogoče načine. Ja, dobro, gospod Geršak, še vi zaključna misel, kako bomo postali prvaki sveta? Jaz pa mislim, tako kot sta oba rekla, tudi jaz mislim, ampak jaz mislim, da je pa ena stvar, ki pa ustreza tem floskulam, mislim, pač tem družba 5.0, to, da je ena izmed stvari, ki bolj nujna je to interdisciplinarnost. To se sliši tudi tako zelo obrabljeno, ampak mi moramo enostavno se naučiti pogovarjati z raznimi ljudmi in ziher, vsaj v akademskem svetu, eden izmed stvari, ki se ga mi gremo, je to, da delamo tako ekipce študentov, ki nekaj delajo, ki so izrazito, niso vsi iz istega faksa. In pač v Sloveniji mislim, da je problem v tem, ker imamo univerze, ki so razporejene po mestu, tako fizično niso skupine. In to je ziher malo problem, ampak jaz mislim, da je pa to, no, da
bomo tudi pol kasneje verjetno boljš funkcioniraš v tem svetu, za kamer mi izobražujemo naše študente. No. No, še možnost, da mogoče komentirate iz publike, kaj vprašate. Izvolite. Ja, jaz bi mogoče zaokrožila. Moje ime je Sabina Žakelj-Pediček, sem iz agencije Spirit Slovenija in na začetku smo izpostavili in se vam zelo zahvaljujem za to, gospa Vida, Expo Dubaj. Ni moja ekspertiza, absolutno ne. Mi sodelavci smo na inovacijskem ekosistemu, delamo v sektorju za podjetništvo, inovacije in tehnologijo. Ampak vašo osebno izkušnjo bom prenesla naprej našim kolegom, ki so delali na Expo Dubaj, zato ker Expo je bil zasnovan malo drugače kot sam na osebni predstavitvah na paviljonu. Namreč vozile so se dol delegacije, ki niso bile politične samo, ampak je bilo dejansko čez 600 podjetij vključenih v 34 delegacijah, prvotno je bilo 11 delegacij mišljenih, predvsem zaradi covida, ker covid je res naredil svoje tudi na Expo. Tako da imamo eno lepo bazo podjetij, ki se je dejansko povezala na samem terenu in tudi mi znotraj inovacijskega ekosistema zelo delamo s povezavami na povezavah na terenu. No. Tako da bi bil to moj kot zaokroženje tega, kar smo začeli danes. Je pa res, da tako kot bom potem popoldne na okrogli mizi povedala, v Sloveniji inovacijski ekosistem, tako kar smo že tudi zdaj fragmentalno slišali, nima dovolj sodelovanja. In to smo lansko leto tudi ugotovili skozi reformni projekt krepitev slovenskega inovacijskega ekosistema. Tako da imamo zdaj pripravljeno strategijo za večje povezovanje deležnikov in tudi, tukaj je tudi neke vizije, ki jo je gospa tudi Aida Kamišalić-Latifić omenila, je usmeritev, ki gre naprej. Tako da bomo o tem še več popoldne, ampak zagotovo se tudi trudimo znotraj javnega sektorja, pa javnega sektorja zdaj pač čist kot agencija govorim, ne čist državni sektor, da se povezujemo in tukaj sem tudi zelo vesela, da za IRT forum, ki povezuje na ta način in tudi za druge dogodke, ki se odvijajo in še več takih dogodkov bo. Tako da za naslednji Expo pa imamo zdaj tudi še eno izhodišče, kako se dela tudi na samem terenu. Tako da hvala vam tudi za to. No, še tamle gospa, pa potem gospod. Izvolite. Hvala lepa. Mirjam Jan Blažič, predsednica Društva livarjev Slovenije. Moj prispevek k tej razpravi bi šel pa v naslednjo smer. V letošnjem letu in tudi pred covidom sem sodelovala v Nemčiji in Avstriji na raznih strokovnih dogodkih z področja livarstva. In takrat sem že zaznala, da so se v teh državah zelo drugače organizirali. Torej, govora je bilo veliko o prehodu v bezogljično družbo oziroma zeleni prehod, s tem, da so na teh strokovnih konferencah, na plenarnih predavanjih na začetku sodelovali vladni ljudje. Oni so se organizirali tako, torej hočem zdaj povedati sledeče. Smo na začetku rekli, ampak ta začetek, da bomo lahko postali prvaki sveta, ne bomo mogli doseči, če ne bo zdaj zgoraj tisti, ki so najbolj odgovorni. Res, da imamo tukaj podaljšano roko vlade Spirit, ampak mislim, da bo treba zadeve angažirati bistveno višje, ker dejansko pred covidom so se v teh državah že pojavljali vladni ljudje, ki so na strokovnih konferencah že kazali smeri, kako se prav postati, ker tudi oni imajo te ambicije, da bi postali, torej da bi bili kar se da boljši in hitreje premagali ta novi svet, ki je pred nami. Dobro, hvala. Pa gospod?
Pozdravljeni, jaz sem Jožko Rozina, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, odbor za znanost in tehnologijo. Mi na odboru smo že pred leti začeli s projektom povezovanja inštitutov pa gospodarstva, malega gospodarstva, tako da približno je meni poznano, kje je problem povezovanja. Se pravi, mali podjetnik, obrtnik ima nek predpostavko, da ni dovolj dober za neko specifično vprašanje na inštitutu. Tako da na tem delu moramo skupaj stopiti, pa ta stereotip mogoče izničiti. Naslednjo vprašanje, ki je pri teh obrtnikih pa je, ali pa podjetnikih, je pa finančno. Vsak tak podjetnik, manjši, se boji, ali bo dovolj sposoben ta projekt potem financirati, odnosno vključiti v sam projekt. Zato jaz srčno upam to, kar ste prej omenila o teh inštitutih, da bomo to dosegli, da bomo skozi ta inštitut mogoče spravili tudi kakšno vprašanje stroke in povezljivosti in naredili tukaj kakšen korak naprej. Tako da bojo tudi mali podjetniki, obrtniki dobili neko zaupanje v inštitucije in dvignili s tem svoj produkt pa svojo uspešnost na trgu. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa. Mogoče, a bi vi boste kaj, da kratko, ker smo že na koncu s časom. Ja, samo to, ja, da jaz bi rekla, da k nam na odsek za nanostrukturne materijale in prejšnji odsek za keramiko, so tudi mladi podjetniki, tudi manjši podjetniki kar prihajali, rešujemo, včasih se zgodi pač, da rešimo pro bono, odvisno, seveda vsega ne moramo, ne? Ampak jaz bi samo spodbujala, da naj vsi, ki imajo vprašanja, naj se ne držijo stereotipov, ampak naj pridejo, naj vprašajo, se nikogar ne odslovimo. Vsi dobrodošli. Hvala. Gospa Edita, izvolite. Vida, jaz se zelo upravičujem, se toliko mešavam, ampak sem Denisa prosila, če da nazaj eno prosojnico in res tako bi rada, da izveni res to, kar sem hotela povedati za Expo Dubaj. Vida, za razliko od tvoje izkušnje, jaz mislim, da smo se res fantastično predstavili Slovenci. Ne, absolutno, se jaz opravičujem, da sem to ampak tako, ne, hotela sem pa nekaj drugega povedati, se navezati na to, kar je Aida rekla, če greš sem na tistole, čisto na koncu, a ne. A veš, Aida, ti si rekla, nam manjka skupne vizije. Meni se pa ne zdi, da jo manjka, res pa na moji prosojnici manjka, ker sem jo tako delala po noč, pa nisem hotela Zale prositi, ona mi drugač dala bolj prav noter. Pod tem le noter pride I Feel Slovenija, Green, Creative, Smart. Zelena, pametna, ustvarjalna. In to je naša ambicija in vizija in mi jo v resnici imamo, je pa en heca, ne? Je rekel Miha, meni je najtežji interna prodaja, navznoter prodati. In kar Spirit res uspešno dela, mi imamo celo kampanjo ambasadorjev Green, Creative, Smart, preko 40 slovenskih podjetij, ki nastopajo v tej kampanji države, res pa je, sami sebi pa tega prav še čist ne verjamemo. Tako da Vida, hvala, da si pripeljala ta pogovor tako, da vemo, kaj hočemo biti. Hočemo biti prepoznani kot država Green, Creative, Smart. In to najprej v Sloveniji. Tudi v Sloveniji. Dobro, torej mogoče zaključek, pa potem nadaljujemo popoldne. Hvala lepa.